Lepo pozdravljeni v imenu obeh prirediteljev. Prevzemam jaz besedo tudi za Slovensko matico, saj sem član, in založbe Mladike. Torej, zbrali smo se zato, da tudi v Ljubljani, potem ko je bila že enkrat januarja predstavljena ta knjiga, zbornik esejev v Rebulovem vetru, ki je šel ob stoletnici rojstva pisatelja in misleca Alojza Rebule. Za ta zbornik je prispevalo eseje 9 zelo uglednih naših kulturnih delavcev. 5 jih je danes med nami, nekaj jih je bilo v Trstu, nekateri so se opravičili zaradi različnih razlogov in vas vse prisrčno pozdravljajo. Knjiga prinaša eseje spominskega, literarno-zgodovinskega, teološkega, zgodovinskega in še kakšnega značaja. Oblikoval jo je naš grafik, imamo 2, eden stoji tam in prodaja knjige danes, ampak drugi grafik je doma oblikuje najnovejšo številko Mladike, Matej Susič, in on je to knjigo tudi oblikoval. Naslov, kot vsi takoj ujamemo njegov smisel, je v Rebulovem vetru, namiguje na pisateljevo najpomembnejšo mojstrovino, na roman V Sibilnem vetru, a tudi na pisateljev duhovni nemir. In nakazuje, da je ta veter raznesel v različne smeri prvine njegove besedne umetnosti, narodnosti in teološke misli, zavezanosti demokratičnim vrednotam, ljubezni do antike, tako da te vrednote živijo in se razvijajo dalje ter oplajajo tako zamejsko kot matično in tudi širšo javnost. Kot vidite, sedijo tukaj sodelavci, akademik profesor Milček Komelj, izredni profesor dr. Aleš Maver, publicistka in pisateljica Alenka Puhar, magister Božo Rustja in seveda docentka doktorica Ignacija Fridel Jarc, ki bomo takoj dali besedo. Ob stoletnici rojstva, ki je bila lani poleti, je zlasti slovenska prosveta, ki povezuje številne katoliško usmerjene ustanove, društva in podobno na Tržaškem, dala pobudo za cel niz pobud. Višek, nekateri sta bili tam prisotni, je bil v Šempolaju, kjer je bila odkrita tudi plošča na rojstni hiši oziroma na zidu, ki meji na vrt te rojstne hiše. Mladika je objavila posebno številko 7 lani, ki je vsa posvečena nekako Rebuli, s krajšimi sestavki, in takrat smo rekli, tukaj so krajši in bolj osebni, recimo, medtem ko so eseji seveda bolj zahtevno branje. Nekaj številk Mladike je, dosti ne več, ker smo jo precej razdali. Prvi, ki je objavljen v knjigi, je pesnik in dramatik Miroslav Košuta, ki se opravičuje, ker s težavo hodi, ampak v Trstu je bil. Njegova je osebna nota prijateljevanja z Rebulo, ki je tudi zelo lepo opisal, kako je stopil v stik z Rebulo in z Maverjem, z Mladiko, in začel objavljati svoja dela tudi pri Mladiki, čeprav prihaja z drugačnega kulturno in idejnega kroga. Torej, on je kot prvi objavljen v knjigi, ampak tukaj v teh prostorih seveda ima prvo besedo šefica te ustanove, doktorica Ignacija. Pri Slovenski matici je šlo več Rebulovih knjig, sicer ne v zadnjem času, ampak za časa profesora Koblerja in še kasneje. Napovedani so Rebulovi zgodni dnevniki, ki jih vsi nestrpno pričakujemo, in boste videli, da so vsaj v 2 esejih so že navedbe iz tega dnevnika, nekateri ste ga videli in brali. Z akademijo ste kot Slovenska matica tudi priredili pomemben 2-dnevni simpozij. Zdaj, ob vseh teh pobudah se vam zdi, da ta knjiga prinaša kaj
zanimivega, kaj pomembnega, dodaja kaj podobi, ki jo imamo o našem Rebuli. Hvala lepa, da smo danes tukaj spet zbrani v objemu Rebulovih besed, njegovega jezika, njegove osebnosti. Potem, ko smo se lani spominjali 100-letnice njegovega rojstva, in seveda hvala tudi Vladiki, da je posredno me povabila k pisanju prispevka v knjigi V Rebulovem vetru in na tak način znova povezala posredno slovensko matico z Alojzem Rebulo, s katero je bil pravzaprav, kot ste povedali, zelo povezan. Namreč prav pri slovenski matici, naj malce obnovim, je leta 1960 izšel njegov roman Senčni ples, ki velja za njegovo najpomembnejše zgodnje delo. In potem še leta 1968 roman V Sibilinem vetru, ki velja za njegovo najbolj celovito mojstrsko literarno umetnino. Sledila so dolga obdobja brez Alojza Rebule na slovenski matici in prav je, da vse ob 100-letnici razmislimo o tem, kako in zakaj je slovenska matica po tako izjemno kvalitetnih in odličnih literarnih besedilih pravzaprav na nek način, ne bi rekla prekinila, ampak vsaj pozabila na stike z avtorjem, da ni postal tako rekoč njen hišni avtor. Vendarle pa so se te poti znova združile v 80-ih letih, o čemer pišem v tem prispevku. In če smo na simpoziju v Rebuli seveda govorili predvsem skozi njegovo literarno besedišče in o njem razmišljali, je knjiga V Rebulovem vetru tista, ki ga nekako najbolj, bi rekla, celovito zaobjame. Celovito pa zaobjame zato, ker so prispevki zelo različnih generacij, od mlajših piscev, imamo tukaj Aleša Mavra, in pa do seveda tistih njegovih skorajda sopotnikov ali prijateljev, od njegovih učencev do tistih, ki smo Alojza Rebulo pravzaprav spoznavali in preko literarnih del. Tako da je knjiga res na imeniten način zbrala zelo različne poglede. In čeprav se nekako avtorji esejev nismo med seboj dogovarjali, niste vedeli, kdo je in katerih tem se bo kdo dotaknil, je prav neverjetno, ko sem znova prebirala zdaj to knjigo, kako se je recimo Miroslav Košuta preko te prijateljskega stika z Rebulo predvsem dotaknil vprašanja njegovega jezikovnega mojstrstva in zapisal te besede: čudež, da se je Alojz Rebula razvil v slovenskega pisatelja potem, ko so mu skoraj izkoreninili materinščino. Aleš Mavr v svojem prispevku se bolj osredotoča na vprašanje vere in seveda tudi tega Janezov Pavlovskega razumevanja vere in cerkve. Dr. Igor Grdina predvsem opozarja na njegov izjemni ne samo jezikovni slog, ampak tudi strukturiranost njegovih misli, ko ga označi, da je amalgam ekspresivistične jasnosti in komunikacijske umetelnosti. In po drugi strani, kar je še imenitno v prispevku dr. Grdine, da poudarja to
bivansko navpičnico, ki jo izpričuje Alojz Rebula tako kot osebnost, kot tudi kot pisatelj. V današnjem izrazito ploskovitem, horizontalnem svetu je ta klic nazaj k razumevanju, k pogledu iz zemlje na nebo in seveda k razumevanju vsega presežnega še kako pomembna. Morda bi opozorila še na nekaj drugih prispevkov, vseh žal ne bom mogla zaobjeti, ker je vsekakor tudi kot gostitelji želimo dati besedo predvsem našim današnjim gostom, pa bi izpostavila še nekaj vidikov, ki jih so izpričani v tem zborniku. To je Rebulov odnos do antike skozi oči njegove učenke Barbare Zlobec, ki zapiše njegov imenitno izjavo o tem: zame obstaja ena sama fakulteta in to je ljubljanska klasična filologija. To zavedanje Rebulovo o tem, da evropski človek in seveda tudi slovenski človek korenini v grški, antični tradiciji in da teh korenin nikakor ne smemo posekati, izpričuje seveda na mnogih mestih, tudi v svojem dnevniškem zapisku Vrt bogov, ko pravi, kako so poskušali slovenski komunisti iztrebiti vse oboževalce Platona in Vergila in se seveda sprašuje potem, kam bo ta zaton latinščine in grščine pripeljal slovensko družbo. Danes lahko zremo, kam jo je pripeljalo sistematično uničevanje tega klasičnega razumevanja sveta. To ni samo znanje nekih jezikov, ampak so jeziki, ki drugače formirajo našo misel, ki to misel usmerjajo k humanosti zaradi svoje strukturiranosti, odnosov, možnosti kreiranja številnih novotvorb in tako dalje. No, knjigo pa zaključuje seveda kot vedno izjemen in imeniten prispevek akademika Milčka Komelja, ki sam bravurozno piše o bravuroznosti Rebule kot neprekosljivega mojstra v besednem prikazovanju vidnih lepot sveta. In vse te vidne lepote, kot poudarja akademik Komelj, je Rebula zrl z stališča večnosti. In tu se nekako v tem zadnjem prispevku seveda dotaknemo tudi Rebulovega čaščenja lepote, estetike, lepote, kjer je vedno tudi na poti k Bogu. In v tem pogledu lahko seveda samo izrečem iskren poklon Mladiki za ta imeniten zbornik in seveda avtorjem, tistim, ki so danes tukaj in tistim, ki so zapisali svoje besede, pa jih danes morda ni tukaj. Najlepša hvala. Izmed odsotnih sta dva, kar zelo zavzeto studiozno se lotila svojega pisanja, profesorica Marija Pirjevec, slavistka, duhovni ustroj Rebulove pripovedne proze, in Barbara Zlobec, že omenjena, ki piše o grško-latinski dvojezičnosti, torej v antiki. Kot manjšinski predstavnik, kulturnik, se vprašuje, kako je pa to v antiki delovalo, vendar seveda to svojo strokovnost zabeli z hvaležno mislijo na svojega profesorja, kateri Rebula jo je navdušil za antiko in je tudi končala klasično filologijo in tudi prevaja klasična dela. Še nekdo se je moral danes opravičiti, dr. Igor Grdina, ki o Rebuli pravi, da je ustvarjalec bivanjske navpičnice. In če govorimo o duhovni plati Rebule, misleca in pisatelja, bi zdaj predal besedo odgovornemu uredniku Ognjišča in samemu pisatelju, magistru Božu Rusti,
ki je diplomiral iz Rebule v mladih letih, ampak je sledil celotnemu njegovemu pisateljskemu, duhovnemu usponu. Prosim. Ja, v svojem tistem prispevku sem se osredotočil bolj tisto delno, prvi del, kar sem napisal, se ukvarjal v diplomski nalogi. Ampak profesor, danes božji služabnik Anton Strle, pri katerem sem, mislim, da zadnji delal diplomsko nalogo, jaz v šali pravim, da potem si ni upal več po meni sprejeti nobenega študenta. Torej, še danes mi ostaja, s kakšno zavzetostjo je on pregledoval tiste moje borne prispevke, ker je zahteval, da mu nosim po poglavjih, ker je vedel, da drugače ne bom nikoli končal. Kako mi je vedno dodal kup literature, in to so me opozarjali, ne pri njemu delati, ker ti bodo zmerene 3 knjige, da jih preberi. No, ampak zanimivo, če govorimo tukaj o duhovnosti pri Rebuli, jaz se nisem ukvarjal v diplomski nalogi, se nisem niti dotaknil njegovih teoloških esejev, kar je gotovo med slovenskimi, pa tudi drugimi pisatelji, le vendarle neka posebnost, da eden tako eminenten pisatelj napiše čisto teološke eseje. Prvi so išli v smer Nova zemlja, drugi potem so bili dodani še eseji, ko so išli za drugim zagrinjalom nekaj podobnega, dodani še novi eseji. In zdi se mi, da bi bilo to izredno zanimivo, na kar me je hotel tudi mene takratni mentor opozoriti, to je, da bi iskali vire, od kje je on jemal navdihe za svoje pisanje, zlasti teoloških esejev. Tako mi je ob eni priliki hotel Strle podtakniti Delibacove Meditation sur l'Église, in jaz pa francosko ne znam, takrat sem pa še manj znal. In sem rekel, jaz francosko ne znam. Je rekel, kar berete, boste se naučili francosko, je rekel, in pa še teološko se boste podkovali. No, seveda tukaj ni uspel, ampak kakorkoli, zdi se mi, da je bilo res, koliko je on od Delibaka jemal, koliko od Congarja, od teh velikanov, in kje potem prihaja to pri njemu na dan. To bi res bil eden teolog, ki bi imel en tak širok zamah, da bi to lahko naredil, ker to bi bilo res zelo zanimivo. Tudi z tega vidika, ker tako, da rečemo, Delibak je bil toliko časa prepovedan avtor. Morda po krivici so ga kolegi teologi, jezuiti tako očrnili, da so mu prepovedali objavljati, potem pa je postal koncilski teolog, eden od očetov drugega Vatikanskega koncila. To je ena plat, potem druga plat so gotovo, da je ta, in tukaj sem se jaz bolj našel, da sem te duhovne vsebine iskal v drugih čisto literarnih delih, in tam sem obdeloval Divjega goloba, no potem sem pa tudi obdelal, kriv pa je ali pa zaslužen prav gospod Jevnikar za to, ki mi je dal napisati uvod, spremno besedo k italijanski izdaji Nocturno za Primorsko, in sem tam potem se posvetil vsem tem pogojno rečeno duhovniškim romanom, Divjemu golobu, Zelenem izgnanstvu, Jutranice za Slovenijo, ki je velikokrat spregledan, pa vse do Nocturna za Primorsko, tisti, ki me najbolj seveda se dotaknil, ker opisuje Trčelja, ga je vzel Trčelja. Kot zanimivost naj povem, da je bila prva knjiga, ki sem jo v življenju uredil prav o Filipu Trčelju, ki je bil popolnoma zamolčan, krivično ubit leta 1946 skupaj z župnikom Krašno. Čeprav je izgorel za slovenstvo, so ga njegovi sonarodnjaki določene ideološke smeri ubili po Svetih treh kraljih in ga zagrebli, in potem so ga ljudje pokopali. In je bila prav tista knjižica spodbudila pisatelja, da je ustvaril tako
umetnino, kot je Nokturno za Primorsko. Dogaja se na Vipavskem, odkudar sem doma in tako dalje. Torej, jaz sem tam tukaj bolj iskal in potem je pa še ena stvar, to je ta študijski del. To je ta teoretični del, ampak kaj mene pravzaprav pritegnilo k temu, ko sem sam, torej sem bil že v bogoslovju, jaz smo v drugem letniku smo dobili novega duhovnega voditelja, spirituala, to je bil dr. Pirnat, in on je napisal en članek, kjer je začel z Rebulovim citatom in jaz sem se mu približal svojemu spiritualu in sem mu rekel, da mi je zelo lepo, človek brez korenin lahko samo umira, ne more zeleneti, nekaj takega. In je potem rekel, sem nekaj pohvalil in je rekel, glej, zdaj ti pa jaz moram nekaj povedati. Torej, in to je name naredilo kot na mladega, tistega, ki se pripravlja na duhovništvo, izreden vtis, da naš duhovni voditelj je rekel tako. Ko sem jaz prišel od vojakov, sem bil nekako tudi duhovno strt in sem kolebal, ali ne grem v bogoslovje, ali ne grem, ker on je že 2 leti na redu in potem bi, ali naj grem, nadaljujem ali ne. In meni je bilo to, da naj ne bi nadaljeval, nima smisla vse. In je prišel mu v roke esej Rebulov škandal križa v škandalu cerkve. In je rekel, tisti esej je meni spremenil mišljenje in tisti esej je meni pomagal, da sem jaz potem šel zopet v bogoslovje, postal doktor teologije, postal naš duhovni voditelj in potem tudi v Mariboru in potem tudi predavatelj. Je tebi kaj... No, ampak, veste, to je name naredilo, da je on priznal, v kakšni krizi je naredilo izreden vtis, tisti, ki nas vodi, je sam šel skozi to krizo in kaj ga je iz te krize potegnilo, tako da mi je bilo potem še z večjim nekim zagonom sem jaz bral in vem, da sem potem nekje sem prešvercal takrat oblaki Michigana iz Koroške, ne, in sem potem ne samo greh, da sem prešvercal, sem potem tudi to delil in eden prvih je bil dr. Pirnat, ki sem rekel, poglejte, gospod, ne imam ta, dej tam sem, ne veste, tako. To je to. Hvala. Ugledna časnikarka in publicistka Lenka Puhar, s katero ste prav v teh prostorih nedavno praznovali lep življenjski jubilej, je za svoje esej izbrala zelo izvirno tematiko in tudi obliko. Njen prispevek se končuje z besedami: zdaj vem, katero besedo sem iskala. Zgodovinsko ganotje. Prosim. Tako, dober večer. To je glavna junakinja, glavna oseba personificirana tega mojega eseja, posvečenega Alojzu Rebuli. Besedo ganotje in zgodovinsko ganotje boste zlahka razumeli, če vidite, zakaj gre. Gre za najbolj slavno fotografijo iz NOB-ja, partizansko fotografijo, je delo fotografa Petka in prikazuje prizor, ko en del 14. divizije koraka navkreber v snežnem metežu, vidi se, da piha silen veter, globok sneg. In ti partizani grejo kam? Grejo v cerkev. Zanimivo je, torej jaz to fotografijo poznam od otroških let in se mi je od nekdaj že kot otroku zdela pretresljiva in ganljiva in sem globoko sočustvovala s temi ljudmi, ki korakajo z nahrbtniki v takem mrazu in snegu navkreber. In
v prvi knjigi, kjer sem to fotografijo videla, ni o tej fotografiji pisalo nič drugega kot eno propagandno besedilo, ki v knjigi nastopa in ga boste lahko prebrali. Morali je miniti 35 let, da je ena knjiga o 14. diviziji in o fotografu Petku in tej fotografiji pod to fotografijo napisala, zakaj gre, kje se dogaja, kaj se dogaja. Pa to zelo suhoparno, ampak ti podatki osnovni so bili tam navedeni. Do takrat so partizanski zgodovinarji molčali o teh stvarnih podatkih, zakaj je šlo. Eden od teh stvarnih podatkov je srhljiv, in sicer je polovica 14. divizije izgubila življenje. Ali so bili postreljeni, ali so zmrznili, ali so zboleli in umrli na poti. Skratka, šlo je za eno propagandno akcijo, ki je bila totalna katastrofa. In tega niso hoteli nikdar priznati, oziroma niso priznali in natisnili. Alojz Rebula je izraz zgodovinsko ganotje uporabil v majhen drugačnem smislu, kot je mene to navdihnilo, to zgodovinsko ganotje. On je veliko bival na domačiji svoje žene in je, kot mnogi Slovenci, bil planinc, izletnik, potohodec, kot je rekel Dane Zajc. In je skratka prehodil vse bližnje in daljne pukle tam okoli in je lepega dne, poleti 1953, pri koraku do cerkvice in rekel, aha, to je pa tista partizanska, slavna partizanska cerkvica. Večino dnevniškega zapisa, v kateri je to popisano, ta dan, in kateri sem jaz to našla, pa ni posvečena 14. diviziji, temveč srečanju med to partizansko zgodovino in sedanjostjo. Sedanjost pa je nedelja, poletna nedelja in ljudje iz vse bližnje okolice so prišli k maši in gre za en zelo kultiviran reportažen zapis, kako na podeželju izgleda taka maša. To je za tedanje razmere v matični zgodovini skrajno nenavaden tekst in se seveda nikdar ni nikjer pojavil v matični domovini. Objavljen je bil v reviji Sidro, ki je izhajala med 2 ali 3 številke v Trstu, samo tisto leto. Potem je usahnila, ker ni bilo denarja. In ta ganotje zdaj zapuščam in grem v drugo smer. Jaz sem zelo zavzeta za nižje vrste literature pri dobrih pisateljih, skratka za zapise, za dnevnike, za pisma in za tovrstno literaturo. In zato sem vneta zbiralka dnevnikov in revij, in to zlasti tistih, ki so bile natisnjene za mejo, se pravi na Tržaškem, Goriškem in na Koroškem. O tem nekaj malega pove, da sem dala pobudo tudi za raziskavo mosta in zaliva. V kratkem bo pa tudi Mladje doživelo svojo publikacijo. No in rada bi skratka
čim več ljudi upozorila na pomen branja tovrstnih tekstov, ne samo romanov, sonetnih vencev in podobnega, teh najvišjih oblik literarnega ustvarjanja. No, zdaj pa iz tega nevtralnega tona preidem v še nekoliko jeze, a ne? Moram reči, da mi zbuja hudo nejevoljo, kako nevedni in ignorantski so ljudje do tovrstnih zapisov, do tovrstne publicistike. Glejte, v povezavi s petkom bi človek rekel, da je tista velika vojska partizanskih piscev, ki so šli v desetine in stotine in so imeli celo svoje klube, a ne? Človek bi nekako pričakoval, da bojo brali še kaj drugega kot partijski list, ki je izhajal v Jugoslaviji, in te močno kontrolirane vire. Človek bi nekako pričakoval, da če že niso brali tovrstne publicistike, a ne, da bi imeli kakšnega prijatelja, ki bi jih sunil pod rebla pa rekel, poslušaj, tam je en pisatelj, ki hodi okoli telih hribov, a veš, kako je fajn napisal tisto petko? Ok. To se enostavno ni zgodilo. Jaz poznam dosti dobro vso literaturo o petku in tem, in Živ Krst nikdar ni omenjal, da je Repula prehodil vse tiste hribe in doline in kaj je napisal o tem. Zanimivega, dobrega, pomembnega. No, nazadnje je še en droben poklon, ko je bila 25 let ta obletnica pohoda 14. divizije, sta se dva moja prijatelja, oba sta že pokojna, odločila, da je pa to too much, da še zmeri ne vemo, kje je ta cerkvica. In kako se imenuje. In kje, na katerem hribu stoji. Najbolj slavna partizanska fotografija, pa tega osnovnih podatkov v njej ne vemo. To sta bila Jože Snoj in Joco Žnidaršič, dva Jožeta, in sta prehodila vse hribe tam okoli. Noter so našteti v mojem besedilu, tako da lahko vidite, kako sta iskala in pol nazadnje sta jo našla. No in skratka, Rebula se je zmotil za en hrib. To ni Svet Lavrenc, kot je on mislil, čeprav je čist podoben, temveč je Sveti Fabijan in Sveti Boštjan. Tako, a bo zadost? Najlepša hvala. Profesor Aleš Maver nam je že v Trstu na prvi predstavitvi povedal, kako šteje Rebulo za enega izmed svojih učiteljev. Tudi naslov njegovega eseja je Skriti učitelj moje mladosti. Vendar je tudi povedal, da se je do njega malo ohladil, potem pa spet približal. To je bilo lepo, da tudi v Ljubljani poveš. Ja, hvala lepa. Moram reči, da je ravno povabilo k sodelovanju pri tej sjajni knjigi bila tista spodbuda, da sem ponovno sploh pomislil na Alojza Rebulo, ker ta odmik, o katerem je govoril Ivo, je bil na neki način res globok. Potem sem pa presenečen ugotovil, da je bil Alojz Rebula v resnici eden mojih najpomembnejših učiteljev v mladosti, v poznih letih gimnazije in potem na fakulteti in še nekaj let po fakulteti. Kot je že dr. Fridlova nakazala, sodim seveda med tiste, ki se z Rebulo nismo osebno srečevali. Če se prav spomnim, sem ga srečal osebno enkrat samkrat v življenju, takrat, ko mu je teološka fakulteta podelila častno senatorstvo. Zato sem tudi že v Trstu dejal,
da sva izvajala neke vrste pouk nadaljavo, takrat, ko tega pojma seveda še nismo poznali. Kajti Rebula je pisal za družino, jaz sem pa njegova besedila požiral. In ko sem razmišljal o današnjem srečanju, sem se tudi spomnil, da sva to ljubezen do Rebule delila z mojim sedanjim najboljšim prijateljem, s katerim sva se ravno takrat tudi spoznala. In eden najlepših poklonov, ki mi jih je dal v teh prvih mesecih najinega prijateljstva, je bil, če bi se lahko večkrat srečal s tabo, bi jaz celo Rebulo nehal brati. Zakaj mi je bil Rebula tako blizu in zakaj sem se potem od njega nekoliko odmaknil? Mislim, da se je Rebula sijajno prilegal tistemu občutju, ki smo ga delili, se mi zdi, številni mladi katoliški petelinčki nekje od druge polovice 90-ih let naprej. To je bil po eni strani čas intenzivnega kulturnega boja, ko smo bili polni nekega bojnega zanosa, da bomo pokazali idejnim nasprotnikom, da imamo mi popolnoma prav. Na drugi strani je bil pa tudi čas popolnega optimizma, kajti popolnoma smo bili pričani, da imamo mi prav in da je samo še vprašanje mesecev ali največ nekaj let, da bo to postalo tudi popolnoma jasno. Seveda tu že vidimo tudi kal odmika od Rebule. In Rebula je bil sijajen mislec za to občutje. Kajti po eni strani je, po mojem mnenju, poseben po svojem izjemnem poudarjanju močne vere v vstajenje kot osrednjo vsebino krščanske vere. In to je bilo tudi takrat zame zelo pomembno, čeprav sem takrat vstajenje doživljal zelo triumfalistično. Danes pa je ta močna Rebulova vera v Kristusovo in naše vstajenje tista opora v dvomu. Kajti, ko ti umre nekaj bližnjih ljudi, potem se mogoče tudi vera v vstajenje nekoliko zamaje in ni več tako močna kot v mladosti. Druga stvar, se mi zdi, vsaj zame, je bila izrazita Rebulova latinskost. O tem je bilo že nekaj povedanega in številni slovenski katoliški misleci na tej točki ne delijo Rebulovih mnenj, zaradi tega, ker se mi zdi, da za slovensko katolištvo je v veliki meri značilno neko žalovanje, da vzhodna komponenta krščanstva v slovenskem krščanstvu nima večje vloge. Tega pri Rebuli, čeprav je izhajal iz Trsta, kjer je ravno ta smer bila zgodovinsko močna, nisem zaznal. On je bil prepričan latinski kristjan. In to mi je bilo blizu takrat in mi je blizu danes. Tretja stvar, pa je delil Rebula z nami, mladimi katoliškimi petelinčki, neuničljiv optimizem. In tukaj se mi zdi, mogoče me bo Ivo popravil, ampak prepričan sem, da to ne bi bilo mogoče, če bi Rebula živel in deloval v matični domovini. Tako pa je živel v okolju, ki je gotovo bilo zahtevno, kar se tiče ohranjanja slovenskega jezika in slovenske istovetnosti, vendar je bilo prostor svobode, da si lahko živel svobodno kot katoličan. Tega v Sloveniji ni bilo in zdi se mi, da niti moja generacija te velike travme nesvobode ni uspela preseči. Presegla jo je šele mlajša generacija rojenih leta 1990 ali celo pozneje. Jaz sem zelo navdušen, ko poslušam
mlade katoličanke in katoličane, ki so zdaj stari 20-25 let in ugotavljam, da oni že imajo ta občutek svobode, nam pa je bil žal odvzet in tukaj je bil Rebula res izjemen učitelj. Zdaj pa tista točka, na kateri sva se potem razšla. Seveda, enako kot mi, je tudi Rebula verjel v to, da bo bolj ali manj vse v redu, ko se bo Slovenija, ko se bo slovenska družba vrnila na zahod in da pravzaprav mogoče niti leta 1990 ni več obstajal tisti zahod, o katerem smo mi sanjali, ker je sekularizacija tako napredovala, da pravzaprav te svobodne, krščanske zahodne Evrope, v katero je bil tudi Rebula, se mi zdi prepričan, ni bilo več. In seveda to razočaranje je bilo veliko, lahko rečem, da je doseglo svoj vrhunec pri meni šele v čisto zadnjih letih, medtem ko se mi je zdelo, da je Rebula ostal zamrznjen v času in da je zanj ta čudež zmage nad komunizmom predstavljal dokaz o večni živosti krščanstva in temu je ostal zvest do čistega konca. Mi, nekdanji mladi petelinčki iz 90-ih, pa smo pač ugotavljali, da to seveda ni bil konec zgodovine in naša izkušnja v Sloveniji je bila v bistvu izkušnja porazov in to je ravno tisto, česar mlajši od mene nimajo, ne, in kar je njihova velika prednost. Oni nimajo te izkušnje ali pa tega prepričanja, da so pravzaprav doživljali same poraze v času od sredine 90-ih let pa do danes. Ne. To je res ogromna prednost in tudi Rebula seveda ni gojil tega občutja. Bil sem pa zelo presenečen, ko sem ravno v prispevku dr. Fridlove našel Rebulov citat, kjer pravi, da so ravno epski neuspehi slovenskega katolištva, ko je spodletelo na eni strani Rožmanu, na drugi strani pa Kocbeku, dokaz njegove vitalnosti. Jaz moram priznati, da do tega miru ali pa do tega uvida še nisem uspel priti in na tej točki se očitno od Rebule nisem dobro učil. Lepa hvala. Akademik Milček Komelj nas je v Trstu presenetil s podatkom, da se z Rebulo pravzaprav osebno ni poznal. Vendar ga je očitno njegov opus tako pritegnil, da je lahko napisal tako globok poslovilni govor na komemoraciji po njegovi smrti na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Tisti sestavek smo objavili v posmrtni, posthumni Rebulovi knjigi Apokrif. In pa ravno tako globok referat, ki je objavljen v tej knjigi, ki je napisal za 21. Slomškove dneve lani, takrat, ko so mu podelili tudi naslov častnega člana Društva katoliških pedagogov Slovenije. Prosim. Ko se to prižge? Ja, jaz Rebule res osebno nisem poznal. Sem vedel, sem ga enkrat videl na vrtu z Nikom Grafnavr, na vrtu gostilne Šestica skupaj z akademikom Stantom Gabrancem, naprimer, pa sve, ki je dobil Prešernov nagrado in podobno. In sem ga tudi v življenju, nisem imel časa veliko, ker nisem literarni zgodovinar, tako naprej, tudi kaj prebral. Ampak, ko sem ga prvič bral, mi je takoj bilo jasno, da je to od Boga
nadarjen umetnik oziroma da je rojen ustvarjalec, ne, tem ni dvoma, me je preživel svojo lepoto in podobno. Nisem ga pa spremljal, ne, sistematično zaradi vseh mogočih obveznosti in sem se bolj slikarstvu posvečal. Ko je pa umrl, nažalost, ne, sem bil stajnik, kot ste povedal, umetniškega razreda na akademiji in noben pisatelj ni hotel v njem govoriti, jaz sem moral zagotoviti govor in sem potem seveda imel priložnost, žalostno, da sem njegov odnos do njega, sem hitro še pol knjige prebral in dolg govor in potem je imel to nek nenavaden odmev, mi je njegova hči rekla, da je skozi me spregovoril, to zato rečem, ne, se nahvalim, ker je skozi me spregovoril, ne zato, ker je bisko dobro pisal, ampak ker sem ga toliko citiral, ne, skratka, njegove besede in potem to objavljam, potem me naneslo nekako, da sem zdaj nekaj stvari v njem napisal, no, in to častno članstvo je pa tudi tako nekaj nenavadnega, ker 30 let izbiram pa komentiram slike, umetniške priloge za revijo Društva katoliških pedagogov Slovenije Vzgoja, so me potem počastili in potem zvem, ne dolgo tem, da mora častni član imeti enourno predavanje na slomu. In jaz se ustrašim, če predavam, sem si že zamislil nekaj strokovnega metozdovinskega, sva sem rekel, kdo bo to poslušal, potem je hipo prešinilo, da je Rebula kot nalaž, zato ker je pač iskren, globok katoličan, hkrati pa seveda velik domoljub. To društvo pa, kot vem, vedno organizira preditve in posvetovanja, ki spodbujajo domoljubje oziroma odnos do slovenskega naroda in podobno in sem potem napisal z veseljem to besedilo, ki je bilo potem, je res, vidim, bilo primerno za te poslušalce in je potem bilo objavljeno na spletnih straneh društva in družine in potem je gospod Revnikar, oziroma vi, ne vem, kaj ste to videl, ste me povabili, no, da je to besedilo, da je tukaj objavljeno, na kar sem seveda ne ponosen, ampak počaščen, zato ker tako občudujem pisatelja Rebulo, skratka sklop nenavadnih naključij, ne. Rebula mi je pa seveda blizu svojim odkrivanjem lepote, skratka on je genialen svojim jezikom, ne, s katerim zna kot slikar pravzaprav čudovito naslikati naravo, lepote, stvarstva, zelo precizno, hkrati pa prižeto z neko milino. On je bil strasten človek, ampak je to priželo z neko milino in slutno večnosti. In če berete njegove opise, oznake pokrajine narave, ves čas z nenavadno intuicijo, z metaforami, ki niso prisiljene, ampak se zdi, da so naravne, od Boga dane, tako rekoč, tako lepo približa, da za vse to konkretno realnostjo zasluti pridih večnosti. Ničkolikrat napiše, če bi citiral, lahko bilo za 10 strani raznega primerjav, ker čuti podobek iz narave, privid slutno ustajenja. Skratka, tako je naravnan bil na lepoto sveta in konkretnost, navezan na zemljo, hkrati pa to z vidika večnosti in onstranstva gledal. In to sem skušal nekako prikazati, ne. Po drugi strani sem pa poudaril tukaj, ne vem, ko sem dal že naslov, ampak ta njegov domoljuben vidik, ker je bil on tak glasnik slovenstva. Prepričan je bil, da je slovenski narod, ki je majhen po maloštevilnosti, svet sicer pa velik in je ravno ničkolikrat napisal, da ravno majhnost nam da, da polno živimo, še bolj zaokroženo in podobno. In tukaj bi podobil in Vanu Preglu, ki je napisal, da vsak narod še tako majhen je kot organ v organizmu, ki izgleda nepomemben, v resnici je pa v nekem božjem kozmičnem načrtu nepogrešljiv. Skratka, imel tak mističen tako odnos do slovenstva in do lepote. In je bil v bistvu slikar, na nek način z besedo, če tudi sam prav, da nima smisla za slikarstvo, ni izučen in tako naprej, ampak je imel strašen posluh, substilen in nekje, se zapomnil nekje pred eno fresko, neko junak reče, občuduje Girlandaja in reče, da za umetnost pravo, da mora biti preciznost povezana z neko mistično globino, ne, daljavo, skratka, no. Na tak način je on gledal na svet. Če pa gledamo njegovo, bi rekel, ne tematiko, ampak detajle z njegove literature, se vidi, da je tako rekoč zasadil v svojo literaturo vso topografijo slovenstva. Tam najdemo kozovce, lipe, slovenske dežele s cerkvicami, vse pokrajine. Meni je sve pri srcu, da je, če tudi Primorec tako čudovito Dolenjsko označil kot vir duha in tako naprej, kot deželo največje miline in podobno. Skratka, Gorenjsko čudovito opisal, no vse pokrajino, da ne govorim o Krasu, njegov prijatelj, ne,
Stane Gabrovec je večkrat napisal, in to sem nekaj citiral, ne, da mu je oče Kras naročil, da naj svojo barko, ne, skratka, antično barko po Slovenskem morju reže valove, pluje in tako naprej. Skratka, Valvazorja vidimo noter, potem ustoličenje knezov korentanskih. Skratka, vse sta slovenski imaginarji, vse je to zajeto, pa ne na folklorni ravni, ampak vključeno v te sjajne njegove pripovedi, ki so napete, hkrati pa onstranske skoraj da. In če pa gledam to kot umetnostni zgodovinar, ne, je pa tudi imel poseben smisel za Štimogo, ne samo slikarstvo, ampak je ničkolikrat čudovito označil slovenske cerkve, te drobne podružniče cerkve, srednjeveške ali pa z baročnimi zvoniki, ki so potopljene v zelenje, skratka v hribih, in jih je doživel posebno. Tak junak njegove literature je bila pa cerkev v Čelovniku s poslikavami začetka 16. stoletja nad Zidanim mostom. In tudi ta cerkvica, ki je tako inventivno, ne, vključila svojo lepo duhovito pripoved, ne, gospa Alenka Puher, je tudi ena takih občutenja. In tukaj je on bil, ne bom rekel umetnost-zgodovinar, ampak umetnost-zgodovinar je seveda tisti ta pravi, stare vrste, kot so bili Frances Stele, so seveda svojim poznavanjem, ali pa Cevc, kot njegov najzvestejši učenec, so umetnine, zlasti te, ki so provincialne na nek način, ne, sprav niso z evropska vidika same po sebi veliko vredne, imajo pa z nas veliko čustveno vrednost. Ne sem zgodovinsko, on je to dojel v vseh dimenzijah, jih je označil, uživo se je vanje v ljudi srednjeveške, kaj so v njih dojemali, in s takim življenjem je tudi on marsikaj napisal iz zgodovine in je imel smisel za to občutje. In Stele, ki je bil sjajen zgodovinar, je v najboljših delih, predvsem pa v tistih, ki niso bile v strokovnih knjigah, ampak za ljudi, je vedno skušal tudi občutenje nekaj mističnega, to, ker žareva z teh spomenikov naravo vključenih na slika, tako kot Cevc, občutje. In Rebula je imel za to izrazit smisel, tako da je njegovo delo pretkano tudi s takim doživljanjem, tako da je res Slovenc, hkrati pa svetovljan, ne, skrati z antično modrostjo prežet, ne, in je to vse ne apliciral, ampak vsrkal je antiko in z njo prežaril srednji vek, vse obdobja je doumel, se spročeval, življal v dileme ljudi, vsem tem ljudem pa skupno to, da se zavedajo miljivosti. In on je tudi pisal tako v romanih, kot tistih teoloških slikah, knjigah, ki je gospod Rust omenil, ne, je odsteral zavese skozi razne vidike krščanstva in jaz, ko sem to bral, sem se čudil njegovi ostri misli, ne bi sam mistik, ampak ostr mislec, ne, skratka, da človeka prepriča ali pa mu daje misel, skratka, on je bil dejansko edinstvena osebnost, ostr mislec, strasten in skratka pesnik, ne, transcendencen, ne, in no, vse njegove junake, tako kot njega samega prežarja ta zavest, da če je človek res miljiv, če ni nič onstranskega, da potem je vse nesmiselno, skratka, to je Stolp pisal, ne, dokler ni spreobrnil, in zaradi tega si je dopovedoval, pa ne sem dopovedoval, ampak čutil, da smisel mora biti, in je sam bil to milost, ali se prepričal kakorkoli, da je s tem živo. No, ko sem rekel, da ga nisem poznal osebno, zdaj vidim tukaj gospod Alenko Puher, ne, sem se spomnil, če lahko omenim Franceta Miheliča, ne, me je nekoč omenil, ko je pisal te kreda v družino, ne. Sem jaz Miheliču večkrat pisal z občudovanjem, seveda, ne, in Mihelič tak vitalist, ki je bil zelo soroden Rebuli na nek način. In se ravno tako se je spraševal in se je zdel, če nima smisla, skratka, če ni večnosti, da potem je na tragika v svetu, samo ker ni bil kristjan, za meni verjel v stranstvo, se je reševal umetnost in je nehno obdeloval ta problem. In tudi kot bi kdo napisal, da je umetnost reševanje pred smrtjo. In ko sem tem vitalizmu nekaj pisal, je v enem kredu to komentiral Rebula in je rekel vitalizem, da nekako ni zdost, ne? Skratka, da ne odrešuje človeka, na nek način že. In Mihelič je tudi videl, skratka, jaz sem velikrat bil zadnje desetletje z njim vsak teden, ne? In enkrat se ni zgodilo, da ne bi govoril o človeški miljivosti, ga to morilo. In je rekel, takrat, ko bomo vsi brez nosa in podobno, skratka, hlepejejo po večnosti in je to projiciral v umetnost,
Rebula je to odkril, na ta način sta se blizu in tudi Mikuliča večkrat piše. V dnevnikih ravno tako pa v Tisnikarju, ki je bil slikar smrti, in mu to ni bilo jasno, ker je pa prijatelj velik, kolikor vem, z Vinko Ošlakom je preko izred prijateljstva, da bo še preučeval, skratka. Tako da je tudi likovna umetnost ga z tega vidika občutenja, iskanja smisla pritegnila, me pa ne nos, ampak s celim telesom, dušo, ne vem, je vse te skrivnosti umetnosti dojel in bil velik estet in mislec in jaz, skratka, to sem začutil, ko sem ga prvič, kakšne detajle prebral, odlomke, ko sem pa zdaj takrat, ki je umrl, na hitro prebral, da sem lahko med se zgovor, sem pa bil čisto na novo očaran, in zato zdaj tukaj sedim pravzaprav, ker nisem nikdar z njim imel, če tako rečem, literarno zgodovino. Hvala. Najlepša hvala in zdaj lahko zaploskamo vsem petim. Mislim, da imamo še nekaj minut časa za razgovor. Najprej bi dal besedo, če želi kdo tukaj pri omizju komentirati koga drugega, kakšnega kolego tukaj. Drugače pa damo besedo. Ja. Tole sliko, to je res, kot je rekla, najbolj taka, mogoče polarna, simbolična, arhetipska slika s partizanov. In ker je govorila gospa Alenka Puhar o dnevnikih, kakšen pomen imajo, sem imel vpogled tudi v Jakčeve dnevnike nekoč in je v tem tudi Jakac pisal, zakaj. Ko so izdali knjigo Staneta Trčaka Živi zid o poti 14. divizije, je Jakac to ilustriral. In ker ono mladost je sliko z fantazije, kasneje pa sem to, kar je videl, bi bil realist, je v grafiko visoko jedkanico te slike in to grafiko, to fotografijo prevedel. Sliko sneg pa to v tehniki visoke jedkanice, ki jo je ravno upeljal iz tehnoloških razlogov med partizani. In seveda on se je zavedal, da s tem poveliča to fotografijo, oziroma samo interpretira, ne da bi hotel kopirati. Potem so ga napadli in je pisal v dnevniku, kako je mogoče, so ljudje tako neuki, neumni, da mislijo, da se hotel enemu okras, ko sem vendar hotel to, ki je tako znana podoba, je samo to, da to trajno umetniško obliko. Ja, če dovolite, bi morda samo še omenila, da seveda hvala gospe Alenki Puhar, da je poudarila pomen Rebulovih dnevniških zapisov. Sama sem nekako temeljiteje brala Vrt bogov, ki je leta 1986 išel pri Slovenski matici in seveda tudi ta njegov dnevnik kaže na to, kako njegovi zapisi, poti nikoli niso deskriptivne, ampak seveda odpirajo najbolj temeljna vprašanja, ki si jih je zastavljal, morda tam daleč od doma, bi rekla, še veliko bolj intenzivno, kot si jih je zmogel tukaj. In prav Vrt bogov pričuje o tem njegovem izjemnem premišljevanju, ob srečevanju seveda z Slovenci v Združenih državah Amerike, v tem njegovem izjemnem spraševanju o usodi slovenstva, o čemer smo zdaj nekaj slišali. In v teh svojih spraševanjih je na nek način poln vitalizma, ko bere slovensko zgodovino, recimo, ko se neka ženska ustavi svoje kolo, ker zasliši, da govori slovensko, tam sredi Amerike, on zapiše, ja, sinovi slovenskega Siona smo. Trubar nas je pripeljal iz puščave, Prešeren nam je dal ime, Cankar nam je postavil šotor postave. Ampak potem pa seveda že naslednji hip je pa seveda tudi skozi ta srečevanja, kam pa je zdaj komunistična, bi rekla skoraj da okupacija matične Slovenije pripeljala, to slovenstvo, se zaveda, kako izgubljamo z izgubo, tako kot sem že omenila, klasično filoloških vrednot, tudi humanizem, ta tipični človeški, in seveda hkrati seveda poudari, resignirano že ugotavlja, kar nas mora v 21. stoletju še bolj skrbeti,
Slovenci hočemo umreti, narediti križ nad vsem, nad krščanstvom in socializmom in umreti, napraviti, da nas ne bo, da pridejo namesto nas drugi, vrednejši, da živijo. Skratka, hkrati pa seveda ta zavest, da živimo, da smo prisiljeni živeti neko nihilistično dejstvo, v katero nas meče sodobni družbeni mehanizmi, tako da je ves čas razpet na nek način, ne? In iz te svoje razpetosti piše najbolj izjemna premišljevanja. Kar pa bi morda se ob branju tega vrta bogov in česar se pa nismo dotaknili, pa bi morda vendarle izpostavila, govorili smo o izjemni Rebulovi osebnosti, zdaj pa je treba govoriti ne o temni plati Rebule, ampak seveda o temni plati nadzora tudi nad Rebulovo literaturo. Namreč v svojem prispevku poudarjam, da še leta 1986, ko je Vrt bogov izšel, je doživel izjemno oster odziv v javnosti. Jaz temu pravim, da so izbrali prime time in prime ministersko pozicijo. Namreč v Delovi novoletni prilogi 31. decembra 1986 je sam Mitja Ribičič zapisal izjemno odklonilno stališče, da seveda poveličuje kvizlinge v tej knjigi, da se druži z našo emigrantsko duhovščino, kar seveda sploh ne drži, ker je ta nabor Slovencev, s katerimi se srečuje Rebula, izjemen. Hkrati seveda pa Ribičič ob tem zapiše, da ne zdi se čudno, da tako čudna knjiga še bolj čudnim spremnim besedilom akademika Boga Grafenauerja da je pa čudno, da izide pri tako ugledni založbi. Skratka, vedno tisti akcent založbo bi moralo biti sram, da nekaj takega izda, in ko sem na tej osnovi pregledovala tudi arhiv Slovenske matice, naj poudarim, da me je še veliko bolj kot seveda odziv neke, bi rekla, toneče, utapljajoče se takrat že komunistične oblasti, zaskrbelo to, da so na Slovenski matici na upravnem odboru zelo diametralno različno razpravljali, ali bi bilo treba to knjigo cenzurirati, in našla se dokument, kjer Anton Ingolič, takrat je bil upravni odbor oziroma ta založniški svet, delegiran strani SAZU-ja, je bil van delegiran Anton Ingolič, govori, da taka knjiga nikakor ne bi smela iziti in bi bila potrebna cenzure. Skratka, leta 1986, Anton Ingolič. Pa smem jaz še osebni spomin. Jaz se spomnim tega Ribičičevega on je govoril o katoliških petelinčkih, jaz sem bil samo petelinček, ne vem, koliko sem bil katoliški, ne vem. Sem z vso svojo mladostno ihto napisal en članek v Tretji dan, kjer sem polemiziral z Ribičičem, mislim, to res noro, ne, do konca. Ga mu rekel, naj bo tiho, ker ne pozna stvari, in torej res ostro, in to je bilo objavljeno. In ponavadi, ko smo bili v bogoslovju, kar je bilo na ročniku na razne časopise, jedan prišel, pa jih je znosil po sobah, ne. In mislim, da je bil petek popoldne, in tam so bile študijske ure, vsake par minut potrka eden. O Božo, ja, živijo. A še tukaj, ja, točno to so hodili, ja, pa zakaj pa ne, sem rekel, presej strog študij, se nas kam, se veš, da ne, mislim, takrat res mi nismo, ko je bilo od 5. do 7, to je bil študij, ne, so rekli, te še niso zaprli, ne, tako. Beseda občinstvu.
Pater Edi Kovač, prosim, kaj mu damo tisti mikrofon. Bom jaz dala. Se slišimo, ne? Ja. Ne, ker snemajo zato. Na, kaj imaš, daj. Hvala lepa. Kaj mora vse znati glavna urednica na Matici? Hvala. Ja, hvala lepa za besedo. To je prilika, da sem prvi, ki se lahko tudi javno obtožim svoje greha, da svojega prispevka nisem dal za ta zbornik. Je bilo zdravje, so bile druge stvari, ampak moram reči, da imamo odlične urednike. Ivo me kar potolažil, da bom tisto lahko še objavil. Hvala lepa, mladiki. Ampak zakaj gre, a ne? Namreč mi skrivnost, da sem imel, jaz bi rekel, kar to milost, da sem zadnja leta spremljal pisatelja v njegovem življenju. Mesečno sem se vozil v Loko in sva govorila. Veste, kaj je bilo zanimivo, da seveda drugi literarni kritiki ste ugotavljali, katere osebnosti so podobe njegovih junakov v knjigah, ne. Je pa strašno zanimivo, da se on znal živeti v kakšnega literata, kakšnega misleca, ki ga v življenju ni videl. No in tak je gotovo bil Jacques Maritain in učenec Jacquesa Maritaina je bil profesor Janžekovič in ko imel na Tromostoju profesor Rebula predavanje o Jacques Maritainu, je seveda potem izval profesor Janžekoviča in njegov prvi stavek je bil: gospod Rebula, danes sem se jaz o Maritainu veliko naučil. Pa je bil njegov študent. In rekel, točno takšen je bil, visok, obrvit, tako prav fizično se je Rebula vam živel in ga znal upisati, No, jaz Maritaina nisem srečal, me pa stalno spraševal, a v kakšnem spominu ga imajo v Toulouse, ker je tam pač umrl, pač pa me je spraševal o Delibaku. O Delibaku, ki ga tudi nikoli ni videl, ampak tako ga je Delibak sprejel, ravno s to svojo, oprosti, optimizmom, eschatološkostjo, svojo veličino. In rekel, ampak to je velik človek. Rekel, ja, veste, tudi fizično je strašno velik, Delibak pravi, hkrati pa je strašna milina, ko sem se mu predstavil še za čase Jugoslavije, da sem slovenski študent, in takšno simpatijo do mene pokazal, rekel, Slovence sem vedno rad imel, Se pravi, neverjetno je, to še ostaja, bi rekel, študijo, bi rekel, ne samo umetnostne zgodovine, tudi filozofija, teologije, da bi kakšne paralele pokazali med velikimi mislimi, zlasti francoskimi personalisti, ki jih je on občudoval in jih osebno nikoli ni srečal. No in v tem smislu, če je lahko, ker tukaj tudi urednica, a ne pišem spremno besedo za François Mauriaca, ce que je crois, to, kar verjamem, in neverjetno vidim, nikoli se nista srečala, nekaj ga je bral, pa zopet ce que je crois, to, kar verujem, tega pa ni bral, bral je Srle, on pa ne, ampak kako sta se podobna in se mi zdi, to bi lahko tudi Rebula napisal kot Mauriac. Pravi, seveda to je maj 68, to so ta leta, ko so mladi kristjani, katoličani, kritični do vseh inštitucij, tudi do cerkvene. On pa tako pogumno napiše, pravi, nič ne olepšuje svoje matere, Mauriac. Enostavno pove, ne reče, da je bila neznosna, ampak da je bila huda jansenijska in da je bila težavna, ampak končno sem pa od nje, to je bila odposoda, v kateri sem srečal oziroma sem doživel, sem dobil bogatstvo evangelija, bogatstvo besede in zato sem lahko vse življenje hvaležen. No in to podobo se mi zdi cerkve, ker tudi on je bil zelo kritičen do cerkvenosti, sam je napisal v Krščanski avantura, to bi bil dolg konfiteor,
se pravi, če bi govoril o grehih cerkve, ampak končno je pa na koncu, to mislim reči, pa prišel do tega, da je po Pavlu je bil njegov prijatelj, da je to nevesta. In veste, vi, ki ste poročani ali pa ste bili kdaj, ne, veste, može, da če bi kdo vašo nevesto črnil, da bi bili prizadeti. Ne. In tako osebno je on bil ob koncu življenja na to nevesto, bom rekel, prizadet. Ni je pa mitiziral, ko sem ga vprašal, kaj pa imate raje, latinščino ali grščino? In je tako lepo rekel, pomislil je, ja, veste kaj, latinščina, to je jezik cerkve, pa latinščina je elegantna, ampak vi se vseeno za grščino odločil. Tam je beseda. Tako, hvala lepa. Rebulovega najboljšega prijatelja, mogoče imate kakšen utrinek, ki bi ga delili z nami glede Rebule. Eno, mogoče, mimogrede nisem bil pripravljen tukaj govoriti, ampak sem imel pa še priložnost, da smo šli, bi rekel, tam v 70 letih skupaj v hribe, tako da moj oče ga je vedno peljal tudi v visoko gorje, ga je uvedel, in smo šli, bi rekel, dvakrat tako po transverzali, pa čez Kamniške Alpe v 3 dneh, in tako da ti se bilo že res zanimiv občutek, ona dva sta celo pot, bi rekel, imela filozofske, teološke, politične debate, kakorkoli bi že rekel, tako da sta pogosto za mano kakšno uro zaostala in jih je lepo že vdalec slišati v njunih navdušenih debatah. In pa drugo, kar je pa bilo, da sta si pa redno dopisovala, to je bilo tako približno na 14 dni, sta si izmenjavala pisma, tako da so pri nas ohranjena, bi rekel, vsa pisma, ki jih je Rebula pisal mojemu očetu, jaz sem pol to predal gospodu Jevnikarju, kar bo mogoče tudi še zanimivo kaj pogledati. In tako je res tako bilo 50-letno ali pa še celo več dopisovanj, še več kot nekje od 40 let pa nekje do 2008-10 tam nekje. Hvala lepa. Hvala. Najprej ne samo z doktorjem Gabrovcem, torej očetom našega pričevalca, ampak tudi z drugimi uglednimi Slovenci se je Rebula redno dobival. Recimo je bilo obdobje, ko je, mislim, da tedensko se dobival z nekaterimi duhovniki, nekaterimi izobraženci, se je udba zasledovala, vse to je opisano v zbranih delih. V zbranih delih Janeza Zemljaviča je tudi ta operacija. To je mene presenetilo, ko zdaj malo berem tisto o jezi, kako je mladega že Rebulo zasledovala udba. Tam, ko je bil še pravzaprav študent, ne vem, če je bil še poročen, kako ga je že takrat vse nadzirala. V dvorani je tudi Jezov sin, mogoče lahko še on kaj pove. Ne, vsekakor je, če berete Omerzovo knjigo o Francujezi, tam je to natančno popisano. To je v tistem času, ko je bila akcija proti oživljanju krščanskih socialistov, recimo, ko je bil proces proti Šolarju, proti Fabijanu in tako dalje. Takrat je bil tudi Rebula zaslišan. So ga hoteli spraviti tudi na sodišče, potem so presodili, da ne, ampak je imel tudi zaradi tega hude psihološke težave nekaj let. Ampak verjetno je o tem, kaj v tem dnevniku, nam bo gospa Ignacija povedala tudi kaj o tem dnevniku. Ja, moram priznati, da smo dnevnik mislili izdati že lani ob 100-letnici rojstva, vendar smo se potem odločili, da
ga izdamo letos s podporo Javne agencije za knjigo. Dnevnik zajema dejansko zgodnja leta njegovega študija. Zelo smo hvaležni obema hčerkama, da sta dovolili objavo teh zapisov, ker seveda so to ne samo zapisi njegovega intelektualnega formiranja, študentskega življenja, ampak tudi izredno globoki, čuteči in doživeti zapisi o njegovi ljubezni, do njegove žene Zore, in tako da so res tudi z vidika ostalih dnevniških zapisov, ki jih poznamo, nekaj res posebnega in izjemnega. Dejansko je v teh zapisih, več bo seveda lahko povedala tudi urednica Nada Šumi, ki je skrbno urejala to knjigo, je v zapisih veliko pričevanj tudi o tem, o čemer sem govorila, o iskanju poti do Boga in seveda o izkušanju nihilizma in brezsmisla, ravno zaradi tega dogodka, ko on pravi, ne, da se je po tem tržaškem večeru na Slovenski matici leta 1953 zgrnila nanj strog teror udbe. Ja, zdaj pa je, gospod Jeze. Tako lepo so. Hvala. Tako pametno in lepo so vsi govorniki govorili, da nimam nič kaj takega za dodati, bi pa morda eno anekdoto. Ko je gospod Omer za predstavil knjigo o Udbi in očetu, sem jaz kot anekdoto povedal, da sem na Kamne pred obnovljenim Rogom 7 takih velikih kamnov, ki zamejuje park, naredil grafite. In sicer, da je to park spomina na umrle in nepokopane. In potem drug je bil pa nepokopani pa mrtvaška glava. Na teh 7 tako, 4 in 3. In to sem povedal tudi tukaj in v bistvu je snemala televizija 24 in te kamni so čez nekaj časa zginili. Jaz prihajam domov in kamnov ni. In sem rekel, kako pa to, se bojo ljudje zdaj v parku parkirali. In res je bilo že par avtomobilov, sem bil prav začuden. In drugo jutro se zbudim, pogledam čez balkon in so kamni tam, ampak beli. Se pravi, prišli so s kamionom, odpeljali teh 7 velikih kamnov, jih očistili preko noči in zjutraj so bili kamni spet tam. Malo me izzivajo, ampak hvala. No, tudi... Sam to, se hotel reči, kad ti gre padlo vprašanje, ali Udba še obstaja? No, tudi danes je Nova TV24 z nami in smo hvaležni medijem, ki sledijo tem našim dogodkom. Če dovolite, sam tole, a ne, jaz sem za to knjigo, sem jo prvič videl na nacionalni televiziji, v intervjuju gospe Alenke Puhar, ne, in če bi Rebula bil živ, bi mu to povedal, kako sem videl prvič to knjigo in prvič tudi to sliko, bi rekel, pešteno. Je še kdo, ki bi kaj dodal, drugače se mi zdi, da smo že malo... A, prosim, doktor. Mogoče bi pa jasno. Namreč jaz sem imela to čas, zdaj ugotavljam, da sem z njim jedla in pila. Nekajkrat v Celovcu, v domu Sodalitas in bila navzoča, ko so debatirali med seboj gospodje, oddaleč sem jih tako strahu spoštovanjem gledala, še blizu si nisem dosti upala, pa vendar dobila sem vtis o njih in tudi poslušala sem ga nekajkrat in je tako navdušeno in malce tudi teatralično predaval, da je vse zmeraj prevzel
In to je bil njegov tudi študent, si upam to ponoviti, rekel včeraj, ko sem spet poslušala na Radio Ognjišče ta ponovitev tukajšnjega srečanja, kako je že dijakom imponiral s tem svojim nastopom. No, ampak nekaj drugega zelo ponižnega bi tudi povedala, namreč v njegovi literaturi je tudi veliko ponižnosti in da je res bil ponižen, je zame dokaz, da je po kosilu si pripasal predpasnik in šel pomivati posodo. Ja. In potem smo šli skupaj na sprehod v gost. Hvala. On je bil unet nabiralec gob, seveda. Še kdo kaj? Tam tržaški vojak. Hvala, Ivo, si me izval. Torej, jaz sem ga spoznal najprej kot študent iz Trsta. Mama mi je večkrat rekla, poslušaj Rebulo. Potem v drugi polovici 80-ih, ko sem študiral, me je navdušilo, najprej bi rekel na kratko, ker smo proti koncu, njegova velika razgledanost. Kot je bilo že rečeno, tudi po sodobnih teologih, mislecih, humanistih, filozofih, velika razgledanost, intelektualna. Navdušil me je, in to še ponavljam, še vedno se mi zdi, da je eden izjemen, med največjimi literarnimi ustvarjalci našega časa bil v svojem stilu. Pa pomislite, za Mejsta iz Trsta doma, izjemen slog pri opisovanju zgodb, zgodovine, narave. In tretjič, kar je bilo tudi rečeno, kot je tudi gospa Stanovnik rekla, njegov epski zanos, in optimizem, kot je tudi kolega Aleš rekel, njegov optimizem, krščanski optimizem, eschatološki optimizem, upanje, to je bilo nekaj. Tudi jaz sem potem vendarle odraščal v takratni Jugoslaviji, v Sloveniji, in to je bilo še drugače, kot je bil ton v Ljubljani v 80-ih letih. To je bila neka velik spodbuda, motivacija, opora, tako. In potem njegov zgodovinski, se spomnim, ko sem bral sredi 80-ih let v Sibilinem vetru, velik roman za čas Rim, za časa Antonina Pija, Marka Aurelija. 2 meseca sem ga bral in se preselil v tisti čas. Ali pa Jutri čez Jordan, in to so epski romani. Tako da ta njegov epski, eskatološki, upanski zanos, se mi zdi, da je tudi nekaj enkratnega. Jaz mislim, da mora imeti zadnjo besedo tukaj na Slovenski matici, danes na zaključnem večeru, urednik te imenitne knjige, ki nas je vse vzpodbujal in čakal in vztrajno čakal, da smo dokončali svoje prispevke. Tako da mu želim izreči srčna hvala za vso opravljeno delo. Želim se zahvaliti Vladiki, da prinaša v ta naš matični in matičen prostor tiste glasove, ki nas dramijo, ki nas budijo torej in bodrijo hkrati, da tudi v času vse prežemajočega nihilizma, katerega grozo je čutil in doživljal tudi že Alojz Rebula, vendarle ohranjamo optimizem, vitalizem, doživljanje transcendentnega, presežnega in na tak način seveda z Rebulo zremo v večnost. Zdaj pa zaključna beseda je vaša. Zaključna beseda je samo zahvala vsem vam, ki ste sodelovali, pa tudi ostalim, ki ste sodelovali, vsem, ki ste se udeležili. Nas ni, kako? Ja, knjiga, se jo vidite, tam je, se razume, da je, se ponuja.
revija je tam brezplačna, še zadnji izvodi, kar jih imamo, pa knjiga je tudi na voljo. Mi smo kot založba tudi sklenili, da darujemo vsem zamejskim maturantom, ki jih je nekaj nad 100, recimo, Trzgorica, da darujemo to knjigo, tako da gredo v življenje tudi z enim takim gradivom. Evo, torej, najlepša hvala Matici, vsem vam hvala.